Moram reči, da sem s potekom skupščine kar zadovoljen. Bom rekel, skoraj vsi oziroma razen enega sklepa so bili vsi soglasno sprejeti, tako da to daje, bom rekel, neki izkaz, to pomeni neki izkaz zaupanja v delo te uprave in pa tudi dobra popotnica za naprej. Hkrati pa je posebej razveseljivo to, da je tudi predlog, kot je bil podan v zvezi z podelitvijo razrešnice članom uprave v preteklem poslovnem letu, takšen, kot ga je praktično neuspešno na skupščinah v zadnjih dneh, tako Zavarovalnice Triglav kot pozavarovalnice Sava Re, kot včerajšnji skupščini Nove Ljubljanske banke predlagalo tudi naše združenje, torej da se glede na številne menjave na mestu predsednika uprave in članov uprave v preteklem letu izkoristi možnost, ki je bila izrecno uvedena z lanskoletno novelo Zakona o gospodarskih družbah, da se glasuje poimensko o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave, pa tudi nadzornega sveta, da se tudi dejansko na transparenten način ugotovi odgovornost oziroma potrdi, odobri delovanje, poslovanje članov uprav, nadzornih svetov v preteklem poslovnem letu. Danes gospod Lušin in njegovi sodelavci niso dobili razrešnice. Zakaj to, kako komentirate? No, to je logična posledica vložene tožbe proti kompletni upravi. Pričakujemo seveda aktivnosti sodišč. Gradivo je bilo kar precej in seveda zato bo to kar verjetno nekaj časa trajalo, da bo sodišče to preštudiralo. Kar se pa tiče tožbe za nadzorni svet, je stališče uprave podkrepljeno stališče odvetnikov in pa inštituta pravne fakultete. Ugotovljeno, da ni dovolj trdnih dokazov, da bi tožba uspela in seveda bi s tem lahko za združbo nastali pomembni stroški brez evidentnega uspeha pri tej tožbi. Po skupščini Intereurope so se predstavniki Vseslovenskega združenja malih delničarjev udeležili še skupščine Pomorske družbe v Portorožu. Na današnji skupščini Pomorske družbe večinski delničar ni podprl predloga Markate, da se razrešnica upravi in nadzornemu svetu ne podeli. Prav tako ni podprl našega predloga, da se razreši predsednik nadzornega sveta odvetnik Gregor Velkavrh, ki je v preteklosti deloval v škodo malih delničarjev in izključno v korist večinskega lastnika. Takšno delovanje je v nasprotju z 221. členom Zakona o gospodarskih družbah, zato je Markata pričakovala, da bodo delničarji podprli njen predlog in ga odpoklicali ter v nadzorni svet postavili predstavnika, ki bo zastopal interese vseh delničarjev. V okviru sekcije Pomorske družbe pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev je bila sprejeta odločitev, da podpremo nasprotni predlog oziroma razširjen predlog v okviru dnevnega reda, da se razreši predsednika in seveda tudi člana nadzornega sveta, sicer tudi odvetnika gospoda Velkavrha. Namreč ocena je bila, da tudi pri postopkih, ki smo jih peljali in s katerimi se je tudi po sodni poti izkazalo, da je dokapitalizacija, kot je bila želena in pri kateri je prišlo, kot vse kaže, do sodelovanja z večinskim lastnikom, nemškim vladarjem Delejem, s katero bi bili po naši oceni mali delničarji oškodovani za kar 2,5 milijona evrov, ukolikor bi do takšne dokapitalizacije prišlo. Glede na sodne postopke je bila potem tudi umaknjena in pa tudi sicer kot predsednik nadzornega sveta in hkrati pooblaščenec uprave za ureditev vpisa delničarjev Pomorske družbe kot družbe pooblaščenke, pravzaprav splošne plovbe, pri vpisu delničarjev v edini za to pristojen register, torej pri klirinško-depotni družbi v Ljubljani. To še ni bilo zagotovljeno, navkljub temu, da je praktično leto in pol, odkar smo tudi sodnim postopkom to skušali doseči in dobili ta zagotovila, da bo to izpeljano. Še vedno niso vsi delničarji Pomorske družbe v enakopravnem položaju, torej nimajo možnosti niti razpolagati s svojimi delnicami
Mi bomo tako kot že vrsto let doslej številnimi postopki, ki jih v zvezi z pomorsko družbo peljemo in pa številčno sekcijo in delniškim sporazumom, ki je iz tega naslova skušali zagotoviti uresničitev interesov malih delničarjev, pomorščakov, zaposlenih, bivših zaposlenih v tej družbi, ki so iz naslova neizplačanih plač pravzaprav prišli do tega lastništva in so vsekakor upravičeni tudi glede na sama zagotovila, ki so jih prejeli strani države Republike Slovenije v tistem kontekstu in postopkih do tega, da dobijo za to primerno, pošteno nadomestilo, če že ne možnosti, ustrezne možnosti pri soupravljanju tako pomorske družbe kot posredno tudi splošne plovbe.